Tako je, zdravniki se že lep čas izobražujemo o cepljenju, se pravi ne samo o cepivu, ampak o cepljenju. In smo v združeni zasedbi tudi z obema medicinskima fakultetama in komisijo za medicinsko etiko izdali en poziv, da cepljenje zelo priporočamo. Kajti cepljenje vidimo kot do zdaj edini zanesljivi ukrep, s katerim bi lahko zajezili epidemijo. In temu namenjamo še dodatno pozornost, prav tako smo se povezali z Zbornico zvezo, z medicinskimi sestrami in tudi skupaj z njimi izdali tak poziv. Kajti menimo, da je cepljenje zdravstvenih delavcev ali pa dobra precepljenost zdravstvenih delavcev eden od pogojev, da bomo lahko bolj normalno delovali. Glejte, o tem, ali naj bo cepljenje proti COVID-19 obvezno in za katere skupine tečejo razprave po celi Evropi. To ni samo vprašanje v Sloveniji. In seveda stališča so različna, vendar se večinoma nagibajo k temu, da bi zdravstvenim delavcem dali prednost pri cepljenju. Torej, privilegij, kot ste vi prej omenili, za obvezo pa se še ne odločajo. Je pa ta ideja živa, ni to za zanemariti, kajti če se bo cepljenje izkazalo kot učinkovita zaščita, tako kot je to pri hepatitisu B, potem ima seveda država to možnost, da tak ukrep izreče. Celo epidemijo pogrešam eno ustreznejšo komunikacijo, tudi s tistimi, ki imajo pomisleke, tako glede ukrepov kot glede cepljenja. In glede na to, da je teh skeptikov nekaj tudi med zdravstvenimi delavci, bi kazalo tudi z njimi posebej opravljati razprave in dejansko ugotoviti, v čem je to njihovo nasprotovanje. Zdaj, ta nasprotovanja, o katerih poročajo, se dajo z znanstvenimi članki kar hitro ovreči, ampak gotovo je v ozadju še kaj in zdi se mi pomembno, da bi ta dialog stekel. Mogoče v začetku ne pred javnostjo, ampak med zdravniki, tistimi, ki smo za in onimi, ki niso tako za, ta dialog bi moral steči. Jaz osebno o tem, kar zdaj vem, bi bila naklonjena. Seveda, če pa bi se pokazalo na podlagi daljšega opazovanja, da prenese neke škodljive, tvegane posledice, potem bi pa razmislili. Ampak trenutno podatkov, da bi cepljenje samo škodovalo posamezniku, teh informacij nimam. Pa še nekaj, trenutno imamo izbiro samo ali cepljenje ali zboleti. Jaz sama sem COVID prebolela. Nobenemu ne priporočam. Za cepljenje pa imate še čas.